Dobro jutro s prisotnim. Torej, je 9 lahko z današnjim dogodkom, ki je prvi dogodek v okviru projekta KlimaSafe, ki nosi naslov Ekstremni vremenski dogodki in podjetja, kako se pripraviti na nove energetska tveganja. Danes bomo prvič predstavili indeks Climate Risk, ki smo ga razvili v okviru projekta KlimaSafe. Trenutek, da gremo naprej. Evo, torej, jaz sem Ingrid Skocaj Slovenskega deželnega gospodarskega združenja s Trsta, ki je obenem vodilni partner projekta KlimaSafe. Preden začnemo s prezentacijo indeksa, bi res na kratko vam uvedla projekt KlimaSafe. Torej, projekt KlimaSafe je sofinanciran strani Evropske unije v okviru programa Interreg Italija-Slovenija in sledi specifičnim ciljem programa 2.4 oziroma spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti ob upoštevanju ekosistemskih pristopov. Na splošno pa cilj našega projekta je obravnavati naraščajočo pogostost in intenzivnost ekstremnih podnebnih pojavov, kot so vročinski valovi, pozebe in poplave, ki močno obremenjujejo lokalno gospodarsko tkivo čezmejnega območja med Italijo in Slovenijo. In projekt KlimaSafe se odziva na težave malih in srednje velikih podjetij pri hitrem prilagajanju procesov in operativnih strategij za soočanje s podnebnimi izrednimi razmerami. In skupni izziv je to ranljivost torej preoblikovati v priložnost za krepitev gospodarskega in družbenega tkiva. Torej, v okviru projekta združujemo tehnološke inovacije, strateško načrtovanje in čezmejno sodelovanje za trajnostno rast. Projekt KlimaSafe se je začel junija 2025, bo trajal 24 mesecev. Celotni znesek projekta znaša 995.208,38 evrov, medtem kot prispevek SRR znaša 796.166,70 evrov. V okviru projekta je prisotnih 6 partnerjev z čezmejnega območja. Torej, kot sem že prej omenila, vodilni partner projekta je SDGZ, torej Slovensko deželno gospodarsko združenje s Trsta. Potem pa sledijo partnerji Comet s Furlanije Julijske Krajine, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, podjetje Istrem, Goriška lokalna energetska agencija z Nove Gorice ter Primorski tehnološki park. Pridruženi partnerji pa so še ANCI Veneto, CNA Veneto, Konzorcij za industrializacijo iz Pordenona, Območna obrtno-podjetniška zbornica z Nove Gorice, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja v Mariboru ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina. Torej, danes bomo prvič predstavljali indeks podnebno-energetskega tveganja, ki smo ga razvili v okviru projekta KlimaSafe, ki je operativno orodje za preoblikovanje tveganja v strateško ozaveščenost in konkurenčno prednost. Torej, lep pregled poteka današnjega dne. Torej, osrednji del bo vodil partner Golea oziroma gospa Marta Stopar, ki nam bo najprej predstavila, zakaj pravzaprav je danes pomembno govoriti o podnebnem tveganju za male in srednje velika podjetja. Obrazložila nam bo, kaj je indeks Climate Risk in kako podpira odločitve podjetij. Na koncu pa bom še povzela naslednje korake projekta KlimaSafe. Če imate kakršnokoli vprašanje, vas lepo prosim, da to zapišete v chat in bomo odgovorili ob koncu predavanja. Torej, najlepša hvala in sedaj pustim besedo gospe Marti Stopar.
Hvala za predajo besede. Lep pozdrav tudi z moje strani. Samo trenutek. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sem Marta Stopar in prihajam z goriške lokalne energetske agencije Golea, kjer se ukvarjamo med drugim tudi z blaženjem pa prilagajanjem na podnebne spremembe. Zavedati se moramo, da podnebne spremembe niso več le neka okoljska tema, ampak vse bolj tudi poslovno tveganje za mala kot tudi srednja podjetja. Že danes vplivajo na stroške energije, proizvodnjo in pa tudi dobavne verige. Ker izpostavljenost in pa prilagajanje na podnebne spremembe lahko upravljamo, je lahko podnebno tveganje obvladljivo in o tem bomo govorili tudi v nadaljevanju. Upravljanje tveganj pomeni sposobnost podjetja, da nekako predvidi, oceni in pa aktivno upravlja to tveganje, ter da skozi stalni monitoring spremlja učinke sprejetih ukrepov. Vsako podjetje, več ali manj strukturirano, že danes načrtuje upravljanje različnih tveganj, ki zanj predstavljajo neko negotovost in lahko vplivajo na njegovo poslovanje. Ko se vprašamo, kaj sploh razumemo pod pojmom tveganja, ugotovimo, da so ta lahko povezana s trgom, nestanovitnostjo cen, razpoložljivostjo surovin, dostopom do financiranja in pa številnimi drugimi dejavniki. V tem kontekstu je ključno spoznanje, da je treba to podnebno tveganje obravnavati enakovredno tudi drugim poslovnim tveganjem, kot sestavni del nekega celovitega upravljanja podjetja. V projektu KlimaSafe smo zato uporabili pristop, ki je skladen z evropskimi okvirji za analizo tveganj. Ti izhajajo iz razumevanja, da je tveganje rezultat nekih interakcij med nevarnostjo, med izpostavljenostjo tej nevarnosti in pa prilagoditveno zmogljivostjo na to nevarnost oziroma lahko rečemo podnebne spremembe. Skratka, prepoznati moramo to nevarnost, ki predstavlja neki zunanji dogodek, kot so na primer vročinski val ali pa poplava. Pri izpostavljenosti pa jo opisuje, kako je podjetje strukturirano, koliko je odvisno od energije, kako občutljivo je na temperaturna nihanja in kako ranljivi so njegovi procesi. Torej, moramo nekako oceniti vpliv te nevarnosti. Ko govorimo o prilagoditveni zmogljivosti oziroma nekako opredelitvi ukrepov za zmanjšanje tveganja, pa se nanašamo na tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih podjetje sprejema za zmanjšanje tveganja oziroma ranljivosti podjetja na podnebne spremembe. Pri vsem tem je pomembno razumeti, da podnebje ne moremo nadzorovati ali upravljati, lahko pa zelo konkretno vplivamo na lastno izpostavljenost in pa sposobnost prilagajanja. Prav to je tudi temeljni namen projekta, povečati odpornost podjetij ter sistematično zmanjšati njegovo ranljivost in tveganje na te podnebne spremembe. Upravljanje tveganja pomeni neko sposobnost podjetja. Čakajte zdaj. Bom zdaj šla naprej. Podnebno tveganje. Dejstvo je, da podnebno tveganje danes predstavlja tudi gospodarsko oziroma poslovno tveganje. Podnebne spremembe so sicer pogosto zaznane, predvsem kot okoljska tema, in predstavljajo neko konkretno poslovno vprašanje. Podnebne spremembe niso več občasni ali nekaj začasni pojav, čim bolj pač vsak že razume, da to nekako postaja stalnica sodobnega sveta, ki dolgoročno oblikuje družbo, gospodarstvo, politiko in pa tudi naše naravno okolje. Pogledamo, kako že danes občutimo mi nekako vpliv teh podnebnih sprememb, recimo že motnje v proizvodnji,
zaradi vročinskih valov, poplav, suš, potem kot prekinitve dobavnih verig, preko pomanjkanja surovin, logističnih zamud in tako dalje. Občutimo pa tudi znižano učinkovitost naprav in pa sistemov, kot so zahlajenje, stabilnost energetskih omrežij. Seveda vse to posledično vpliva na stroške energije, samozanesljivost in učinkovitost proizvodnje in pa obremenitev infrastrukture in energetskih omrežij. Seveda učinki so posebej izraziti pri energetsko intenzivnih podjetjih, kot so na primer jeklarne, kemijska industrija, cementarne in tako dalje. Saj ta podjetja potrebujejo stalno in zanesljivo oskrbo z energijo in so bolj občutljiva na same motnje v oskrbi in pa nihanja cen energije. Podnebno tveganje je neposredno povezano tudi s finančnim tveganjem, saj prinaša višje cene energije, večjo cenovno nestabilnost, stroške ogljičnih dajatev in pa regulativnih zahtev, tudi dražje zavarovanje ali celo nezavarovanje določenih lokacij zaradi nevarnosti podnebnih sprememb, potem višje investicijske stroške za prilagoditev in razogljičenje, otežen dostop do financ tudi, saj banke vlagateljem včasih zahtevajo pač upoštevajo ta podnebna tveganja in za energetsko intenzivna podjetja to pomeni seveda neke nižje marže pa večje tveganje za izgubo konkurenčnosti in pa dodatne pritiske na njihove poslovne modele. Če pogledamo skozi en primer, če nekako pomislimo na poletne vročinske valove, nekako hitro prepoznamo oziroma vidimo, da bomo imeli probleme s povečano porabo električne energije za hlajenje, piki oziroma vrhovi povpraševanja po električni energiji, z večjim tveganjem za motnje ali pa prekinitve oskrbe. Če pa soočamo z intenzivnimi padavinami, pa se sigurno pojavijo logistične težave, poplave proizvodnih ali skladiščnih prostorov, otežen dostop do proizvodnih lokacij. Pri vsem tem je pa pomembno poudariti, da lahko že kratkotrajni dogodki sprožijo neke verižne učinke, kot so zaustavitev proizvodnje, zamude pri dobavah, pogodbene kazni, likvidnostne težave in pa dolgoročni upad konkurenčnosti. Nekako te stvari smo tudi pri pripravi indeksa upoštevali. To pomeni, da je podnebno tveganje že danes operativno in pa finančno tveganje tudi, zlasti za podjetja z visoko energetsko intenzivnostjo. Podnebne spremembe niso več neka oddaljena okoljska grožnja, temveč konkreten dejavnik, ki že danes vpliva na stroške delovanja in pa finančno stabilnost samega podjetja. Seveda pri podnebnem tveganju neposredno povezano tudi s finančnim tveganjem, kot smo že prej na hitro omenili, se pravi višje cene in stroški ogljični, nižje marže, to sem že prej pač razložila. Če preidemo nekako napovedi scenarijev. Podatki o podnebju, uporabljeni v projektu, so pridobljeni iz verodostojnih EU virov, iz statistike, iz baze klimatskih podatkov, tako imenovane Copernicus, za različne scenarije po IPCC metodologiji. To so neke znanstveno utemeljene možne razvojne poti v prihodnosti, kako bi se podnebje lahko razvijalo glede na odločitve družbe, gospodarstva in pa politike. Teh scenarijev poznamo več, zdaj ne bomo šli v podrobnosti, najbolj aktualna sta scenarij RCP 4,5, to je nekako zmerni scenarij, in pa scenarij RCP 8,5,
kjer govorimo o nekem pesimističnem ravnanju oziroma če ne bi nič spremenili glede na današnje stanje. Analiza vseh teh podatkov kaže povečanje pogostosti in intenzivnosti ekstremnih dogodkov. Se bomo z daljšimi in bolj vročimi poletji in pa seveda s pogostejšimi vročinskimi valovi ter z intenzivnimi padavinami. Kar pomeni, da na letni ravni količinsko se količine padavin ne bodo nekaj spreminjale, spremenilo se bo pa to, da bodo neenakomerno razporejene čez celo leto in ko bodo te intenzivnejše. Obeta se tudi večje povpraševanje po električni energiji ter posledično večje tveganje za prekinitve električne energije. V poslovnem smislu to pomeni večjo operativno variabilnost, ne gre le za intenzivnejše dogodke, temveč tudi za večjo negotovost pri načrtovanju. S tem, ko se negotovost povečuje, se seveda povečuje tudi vrednost oziroma povpraševanje po analitičnih in napovednih orodjih. Seveda v projektu smo energetsko intenzivna podjetja morali nekako opredeliti, katera so, in mi smo jih opredelili na podlagi razmerja med stroški energije in pa bruto dodano vrednostjo. Se pravi, za namene analize je bilo podjetje opredeljeno kot energetsko intenzivno, kadar je razmerje med skupnimi stroški energije in pa bruto dodano vrednostjo bilo enako ali večje od 20%, oziroma z drugimi besedami, ko so stroški energije predstavljali več kot 20% bruto dodane vrednosti. Ta prag nekako nam je omogočil identifikacijo podjetij, pri katerih energija predstavlja strukturno komponento stroškov in s tem ključni dejavnik izpostavljenosti. Če podjetje za energijo porabi vsaj petino svoje ustvarjene vrednosti, je njegovo poslovanje močno odvisno od cen in razpoložljivosti energije. Zelo občutljivo je na energetske tako imenovane šoke in pa regulativne spremembe in pa izpostavljeno je večjim operativnim in pa finančnim tveganjem. Podjetja imajo pogosto proizvodne procese, ki so močno odvisni od neprekinjene oskrbe z električno energijo, na primer od visokih temperatur in nadzorovanih pač okoljskih pogojev. V takih primerih lahko že nekajminutna prekinitev električne energije povzroči znatne izgube. Vse bolj pomembni postajajo stroški energije, ki predstavljajo vedno večji delež stroškov podjetja. Poleg tega, ker pogosto poslujejo z nizkimi maržami, je njihova sposobnost absorbiranja zunanjih teh šokov omejena. Projekt Klimasafe svojo pozornost usmerja prav v energetsko intenzivna mala in srednja podjetja, kjer ima podnebno energetsko tveganje posebno operativno kot tudi finančno vlogo. Zdaj preidemo k osrednjemu delu metodološkega pristopa, se pravi, kako pridemo od podnebnega do nekako poslovnega tveganja. Kako od nevarnosti do poslovnega tveganja. Ko govorimo o podnebnem tveganju, se moramo izogibati pogosti napaki, in sicer, da tveganja ne smemo enačiti z enim dogodkom, ker dogodek, na primer vročinski val ali poplava, pač predstavlja nevarnost. Tveganje pa nastane šele takrat, ko se ta nevarnost sreča s specifično proizvodnjo strukturo podjetja, torej z njegovo izpostavljenostjo in pa stopnjo prilagojenosti. V tem kontekstu pride v ospredje ta pojem energetske izpostavljenosti. Podjetje, ki je močno odvisno od električne energije, ima neprekinjene procese in temperaturno občutljivo opremo, bo izpostavljeno povsem drugače kot podjetje z nizko porabo ali bolj prilagodljivimi procesi. Zato tveganja ne moremo nekako enakomerno porazdeliti, niti znotraj istega območja, niti znotraj istega sektorja.
Recimo, če pogledamo en konkreten primer, če si predstavljamo dve kovinsko-predelovalni podjetji v istem industrijskem območju z enako geografsko lego in pa izpostavljenosti isti nevarnosti, s tem, da prvo podjetje ima učinkovite sisteme hlajenja, strukturirano energetsko pogodbo, postopke za upravljanje izrednih razmer in morebitne še kakšne rezervne sisteme. Medtem ko smatramo, da drugo podjetje teh vseh elementov nima. In v primeru vročinskega vala recimo in hkratnega vrhunca povpraševanja po energetski energiji, bo pač ta gospodarski vpliv bistveno različen. In to pomeni, da tveganje pač ni neke vrste usoda, temveč je tudi neka vrste kombinacija dejavnikov. In tu nastopi ta tretja komponenta, to je sposobnost prilagajanja, ko se mi prilagodimo tej situaciji. Ta nekako lahko rečemo, da vključuje tehnološke naložbe, notranjo organizacijo, ozaveščanje vodstva, preventivno načrtovanje in tako dalje. To je nekako vzvod, na katerega lahko podjetja, pa tudi podporni gospodarski subjekti dejansko vplivajo. Prav je nevarnost neka zunanja in je ne moremo nadzorovati, sta ta izpostavljenost in pa prilagodljivost obvladljiva in pač lahko mi na to vplivamo. In to je tudi nekako temeljni koncept, da podnebnega tveganja ne moremo odpraviti, lahko pa ga strukturno zmanjšamo. In na tej logiki tudi temelji naš indeks. Gledamo širše na raven Evropske unije, vidimo, da podnebno tveganje ni več zgolj neko tehnično ali okoljsko vprašanje, vse bolj postaja tudi gospodarsko in sistemsko vprašanje. En izmed evropskih konceptov je tudi ta Evropski zeleni dogovor, Green Deal, ki jasno začrtuje nekako smer, in sicer v energetskem prehodu in pa podnebni nevtralnosti in večji odpornosti proizvodnih sistemov. Poleg zmanjšanja emisij Evropska unija vse pogosteje ima poudarek tudi na prilagajanju podnebnim spremembam. Strategija Evropske unije za prilagajanje izrecno izpostavlja potrebo, da taka območja kot podjetja postanejo bolj odporna na podnebne spremembe. Kaj pa sploh to pomeni za mala in srednja velika podjetja? Brez neposrednih zakonskih obveznosti se tržni pogoji hitro spreminjajo, banke vse pogosteje vključujejo podnebna tveganja v kreditne ocene, zavarovalnice prilagajajo premije in pogoje glede na izpostavljenost tveganja in uvedene prilagoditvene ukrepe. Velika podjetja, dobavitelji zahtevajo večjo preglednost glede tveganja odpornosti. Skratka, za mala in srednja podjetja je to lahko dodatna obremenitev, lahko pa to vidimo tudi kot neka priložnost. Podjetje pač, ki razume svoje tveganje in ima jasen načrt upravljanja, se lažje pozicionira na trgu, izboljša pogajalski položaj ter krepi svojo kredibilnost. Pomembno vlogo pri tem imajo seveda zbornice, gospodarska združenja, različni grozdi, agencije in pa razvojne inštitucije, ki lahko podjetju pač nekako pomagajo s skupnimi programi ali pa orodji in različnimi storitvami. V tem smislu podnebno tveganje ni le neka grožnja, temveč je lahko vzvod za organizacijske inovacije in pa krepitev lokalnega gospodarskega sistema. Kot smo videli že prej, podnebno tveganje nastane iz interakcije med nevarnostjo, izpostavljenostjo in pa sposobnostjo prilagajanja. Postavi se nam vprašanje pa, zakaj se sploh splača ukrepati vnaprej. Prvi razlog je zmanjšanje operativne negotovosti. Podjetje, ki pozna svojo stopnjo izpostavljenosti in razume, kateri dogodki lahko povzročijo kritične situacije, tveganja ne odpravi, ga pa naredi predvidljivega. In kar je predvidljivo, je nekako tudi bolj obvladljivo.
Drugi razlog je omejevanje prekinitev. Pogosto gospodarska škoda ne izhaja neposredno iz samega dogodka, temveč iz nepripravljenosti nanj. Kratka prekinitev dobave elektrike v ključnem trenutku proizvodnje lahko povzroči znatne izgube. Tretji razlog je načrtovanje naložb. Vlagatelji brez analize tveganj pomeni, da razporejajo sredstva brez jasnega razumevanja posledic. Vlagatelji ob poznavanju lastnega profila tveganja pa pomeni, da poseči tja, kjer je učinek največji in donos učinkovitejši. Se pravi, da je bolj učinkovit ta ukrep. In četrti razlog je optimizacija energetskih stroškov. Tu gre za upravljanje podnebnega tveganja, ki ni ločeno od energetske učinkovitosti. Nasprotno, boljša organizacija porabe energije in pa večja odpornost lahko pomenita manj izgub ter večjo stabilnost stroškov v srednjeročnem obdobju. In na koncu je tu še peti razlog, ker gre za tudi neke vrste ključen kulturni premik, in to je prehod od odzivanja k preprečevanju. Odzivati pomeni ukrepati po nastanku škode, preprečevati pa pomeni vključiti tveganje v redno upravljanje podjetja. Skratka, ukrepanje vnaprej ni neki dodaten strošek, temveč moramo to gledati kot način zaščite produktivnosti in pa naložb. Za sama mala in srednja podjetja to pomeni neko večjo stabilnost. In na tej logiki pač tudi naše orodje temelji, ki si ga bomo pač kasneje ogledali. Sedaj pa poglejmo, kaj je indeks podnebnega energetskega tveganja za mala in srednja podjetja. V angleščini se imenuje Climate Energy Risk Index, zato tudi mi uporabljamo krajšavo CRI. Indeks je pripravilo podjetje S-Stream iz Italije in pogledali bomo, kaj je indeks in kako lahko podpira naše odločitve. Izhajali smo iz tega, da je podnebno tveganje neka kompleksna realnost, sestavljena iz podnebnih podatkov, energetskih podatkov, značilnosti podjetja in teritorialnega konteksta oziroma območja. Vse do sedaj omenjene informacije ostanejo nekako ločeno, ostanejo razdrobljene, jih je potem tako težko uporabiti v procesih odločanja. Zato tu nastopi ta indeks CRI, ki je sestavljeni indeks in združuje 3 temeljne komponente. Kot smo že večkrat povedali, podnebno nevarnost, energetsko izpostavljenost in pa sposobnost prilagajanja. Tu gre za razumljivo in pa enostavno orodje, katerega cilj ni ustvariti nekega kvantitativnega števila oziroma določene številke za strokovnjake, temveč zagotoviti neki kazalnik, ki ga lahko uporabimo za našo uporabo. Na primer podjetje, da lažje razume, kje se trenutno nahaja, njihov položaj, raven razvoja, tveganje, uspešnost in tako dalje. Potem pri tako imenovanih posredniških inštitucijah, da dobijo neki skupen pregled nad stanjem večjih podjetij ali deležnikov in pač da lažje prepoznajo splošne trende ali vzorce. Pri javnih odločevalcih pa uporabljajo kazalnik kot orientacijo za strateško odločanje, ne kot edino ali natančno merilo, temveč kot pomoč pri bolj ciljnem in usmerjanju pri politikah in pa spodbudah. Pomemben vidik indeksa oziroma orodja je tudi metodološka transparentnost, kar omogoča, da je orodje ponovljivo, preverljivo in pa prilagodljivo različnim teritorijem. Uporabniki lahko razumejo, kako kazalnik deluje, preverijo njegove osnovne predpostavke ter ga po potrebi prilagodijo svojim potrebam. To je tudi ključno vodilo projekta, ustvariti odprt in pa prenosljiv model, ki ga je mogoče uporabiti tudi v drugih regijah in pa projektnih okoljih. Indeks je tudi podrobneje razložen v dokumentu,
ki bo objavljen na spletni strani projekta. Poglejmo podrobneje te tri komponente, na katerih temelji indeks. Prva komponenta, kot smo rekli, je torej podnebna nevarnost ali climate hazard. Tu uporabljamo objektivne kazalnike, kot so pogostost in intenzivnost vročinskih valov, intenzivne padavine, podnebne parametre, pridobljene z evropskih podatkovnih zbirk, kot smo že prej omenili, na primer Copernicus. In ta komponenta je teritorialno pogojena, saj ne izhaja iz značilnosti posameznega podjetja, temveč iz okoljskih, prostorskih pa podnebnih razmer območja, v katerem podjetje deluje. To tudi nekako pomeni, da podjetje na to komponento ne more neposredno vplivati s svojimi odločitvami ali ravnanjem, ker je določena z lastnostmi območja. Druga komponenta je energetska izpostavljenost, energy exposure v angleščini. To je posebna pozornost je namenjena tukaj porabi električne energije, saj je ta najbolj neposredno izpostavljena vplivom ekstremnih podnebnih dogodkov in pa nihanjem povpraševanja. Tu analiziramo strukturo podjetja, ravni porabe energije, energetsko intenzivnost glede na dodano vrednost, odvisnost od neprekinjene dobave električne energije, občutljivost proizvodnih procesov. Primeri indikatorjev so skupna raba energije, energija za hlajenje, energija za razsvetljavo, električna energija za pogonsko moč in tako dalje. Ta dimenzija se lahko zelo razlikuje med podjetji, tudi znotraj istega območja. Rezultati energetskih pregledov so tako uporabljeni lahko tudi za ocenjevanje podnebne izpostavljenosti, odpornosti proizvodnih sistemov, ker iz energetskih pregledov lahko dobimo že kar dosti podatkov, ki jih je potrebnih vnesti v ta indeks. Metodologija izračuna direktive Evropske unije o energetski učinkovitosti z vsemi njenimi dopolnitvami in pa ISO standard 50001. Tretja komponenta, sposobnost prilagajanja oziroma adaptive capacity. Ta komponenta je najbolj strateško naravnana. Tu se analizira prisotnost tehnoloških ukrepov, rezervne rešitve, sisteme spremljanja, notranjo organizacijo in pa upravljalsko ozaveščenost. In prav na tej komponenti je mogoče ukrepati oziroma da mi vplivamo nanjo. Logika indeksa je pač nekako preprosta in učinkovita. Tveganja narašča z večjo nevarnostjo in izpostavljenostjo, da se lahko bistveno zmanjša, če se poveča sposobnost prilagajanja. Ker kot vidimo, izračun temelji na v bistvu nevarnost krat izpostavljenost deljeno prilagajanje. To je pomembno sporočilo za MSP-je, ker tveganje ni nespremenljivo, lahko ga s prilagajanjem zmanjšamo. Videli smo, kaj je ta indeks in katere so njegove tri glavne komponente. Zdaj pa je ključno vprašanje, kaj lahko naredimo s tem indeksom in kako od indeksa do neke odločitve. Indeks sam po sebi ne sprejema odločitev, je neko orodje, njegova vrednost je v interpretaciji. Prva raven uporabe je za razvrščanje tveganja. S pomočjo indeksa lahko podjetja ali proizvodne lokacije razdelimo v razrede tveganja. Razredi tveganja pa so določeni v indeksu, to so od nizke do ekstremnega. Ne zato, da bi jih označili, temveč da bi razumeli, kje so koncentrirane ranljivosti oziroma tveganja. In ta razvrstitev nekako nam omogoča takojšnje razumevanje, ali smo v nizkem, srednjem ali pa visokem tveganju. Druga raven je identifikacija kritičnih točk.
Skupna vrednost indeksa je pomembna, še pomembneje pa razumeti, katera komponenta ima največjo težo. Je posebej visoka podnebna nevarnost, ali je težava energetska izpostavljenost, ali pa je nezadostna sposobnost prilagajanja. Ta razčlenitev pretvori indeks v operativno orodje. Potem imamo še tretjo raven, je določanje prioritet ukrepanja. Gre za glavni problem če je glavni problem energetska izpostavljenost, bodo ukrepi drugačni kot v primeru, ko je težava pomanjkljiva prilagoditvena sposobnost, recimo. To omogoča izogibanje nekim splošnim naložbam in pa spodbuja ciljno usmerjene ukrepe. Posebej pomemben element, zlasti za skupine podjetij ali posredniške inštitucije, je primerjava med lokacijami. Če ima podjetje več obratov ali inštitucija, analizira skupino podjetij, pač ta indeks omogoča homogeno primerjavo. To pomeni, da lahko ugotovimo, katera lokacija je bolj ranljiva, kje je treba najprej ukrepati, kje že sprejeti ukrepi delujejo bolje in tako dalje. Na koncu pa še najbolj strateški korak, in to je načrt odpornosti. Indeks ni zgolj statičen, enkraten rezultat, ki bi opisal stanje v nekem določenem trenutku, temveč je izhodišče za neko dolgoročno spremljanje sprememb, učenje in pa usmerjanje nadaljnjega razvoja samih podjetij. Potreben je načrt odpornosti, kar pomeni določitev cilja zmanjšanja tveganja, načrtovati postopne ukrepe oziroma naložbe in pa spremljati izboljšave. Glavni namen indeksa ni le zgolj v izračunu ali prikazu rezultatov, temveč v njihovi razlagi. Saj šele razumevanje rezultatov omogoča potem smiselno in pa utemeljeno odločanje ter možnost, da lahko sprejmemo boljše odločitve. Seveda podatek indeksa ne nadomešča menedžerske ali pa politične odločitve, jo pa seveda podpira. Za mala in srednja podjetja indeks podjetjem pomaga, da tehnične pa pogosto abstraktne analize nekako pretvorijo v konkretne poslovne odločitve. Na podlagi rezultatov se lahko podjetje odloči, ali in kam vlagati, ali je potrebna reorganizacija poslovanja, katere dejavnosti ali sredstva je treba bolje zaščititi in tako dalje. Za posredniško inštitucijo, če pogledamo, to nekako pomeni preiti od splošne zaznave tveganja k ukrepanju in pa programiranju, ki temelji na nekih dokazih, na podatkih. Indeks postane iz teoretičnega, statičnega orodja, takrat, ko njegove rezultate razumemo in jih uporabimo za neke dejansko odločanje. Zavedamo se, da je indeks uporaben le, če je razumljiv, zato projekt predvideva možnost vizualizacije rezultatov prek digitalnih nadzornih plošč. Nadzorna plošča bo omogočala sintetičen pregled ravni tveganja, omogoča, da se kompleksni podatki združijo v neko jasno sliko, spremljanje razvoja skozi čas, primerjavo podjetij ali območij na agregirani ravni. In to omogoča pretvorbo indeksa iz statičnega števila v dinamično upravljalsko orodje. Za podjetje pomeni to možnost preverjanja, ali sprejeti ukrep zmanjšuje tveganje, posredniške inštitucije pa pomeni nekako možnost spremljanja učinkovitosti politik in pa ukrepov. Poglejmo sedaj, kako od indeksa do ukrepanja. Moramo poudariti, da indeks še ni dokončno končan oziroma ni še zaključna verzija, je neke vrste osnutek, ker bomo v naslednjih fazah projekta
izvedli aktivnosti za testiranje tega indeksa in pa validacijo orodja v praksi. Zato vas tudi že zdaj vabimo, da na spletni strani projekta ali posameznega projektnega partnerja v nadaljevanju spremljate, kjer bomo objavili iskanje pilotnih primerov oziroma podjetij ali inštitucij z namenom, da se to orodje testira, da bomo zbrali povratne informacije o orodju in pa da bomo imeli možnost nadgraditi orodje tudi po praktični uporabi. Vzporedno bodo v projektu razvita digitalna orodja, ki bodo omogočila širšo uporabo. Končni cilj pa je vzpostaviti prenosljiv model podnebno-energetske odpornosti, model, ki ga bo mogoče uporabiti tudi zunaj območja projekta. Sedaj pa bo izdelovalec orodja S3, gospod Luka, na kratko praktično predstavil trenutno orodje, ta CERI. In žal bo predstavitev v angleščini, bo zelo kratka in v primeru, da kaj ne bi bilo razumljivo, pa smo na voljo za vprašanja. Tako da, gospod Luka. Thank you. I will show good morning to everybody. I will show you very briefly what we are preparing. Now I share. Okay. This is just a pilot, the first version in Excel of what we are developing for the project. It's what Marta has described to you. There will be a first page in which you will choose the zone. We have at the moment the main zone of the project, Venice, Obalno, and so on, and the calculation of the R factor based on the parameters taken from Copernicus. There will be, and it will be the core of the project, an energy model definition of the single company and the calculation of the energy performance indicator expressed in ton oil equivalent on square meter. And in the end, the calculation of the E factor and adaptation evaluation based on what the companies has to prevent damage and so on from climate change. And also in this case, you will obtain the A factor calculation. In the end, there will be the final evaluation. So from the company you have chosen and from the data you have loaded, of course, logistics and so on, you will have a series calculation and a risk evaluation. For instance, I don't know, another example, we have loaded the same example you have in relation, or where there is a more energy intensive kind of company, you could have a high level of risk. This is very briefly what we are developing, and we are available if you have any question. Thank you very much, Luca. If you please stop with the sharing of your screen. Torej, najlepša hvala bodisi Marti kot Lukutu za predstavitev. Sedaj pa še na kratko delim svoj računalnik, trenutek, svoj zaslon. Evo. Torej, sedaj smo videli predstavitev indeksa podnebno-energetskega tveganja, ki predstavlja enega ključnih rezultatov prve faze projekta.
Sedaj pa želimo še zaključiti predstavitev s kratkim pregledom naslednjih korakov projekta KlimaSafe. Predvsem pa želimo pojasniti, kako boste lahko podjetja aktivno vključena v prihodnjih mesecih. Torej, kot smo videli, ekstremni podnebni pojavi že povzročajo konkretne učinke na energetske stroške, neprekinjenost proizvodnje ter varnost obratov. In zato se KlimaSafe ne omejuje zgolj na merjenje tveganja, temveč prehaja v bolj operativno in uporabno fazo. Torej, z današnjim dogodkom smo namreč zaključili prvo fazo projekta, ki je bila namenjena oblikovanju metodološkega okvira in razvoju indeksa. Sedaj pa se bo začela nova faza, v kateri se bomo osredotočili na dva temeljna elementa oziroma na razvoju podpornih orodij za podjetja ter na preizkušanju na terenu. Torej, v prihodnjih mesecih bomo stopili v osrednji del projekta z aktivnostmi, ki bodo metodološki pristop projekta KlimaSafe konkretno preizkusili v realnih okoljih. Izvedli bomo pilotne aktivnosti z vzorcem podjetij z visoko energetsko intenzivnostjo, ki se nahajajo na programskem območju. In namen teh aktivnosti bo uporabljati indeks tveganja na dejanskih primerih podjetij preko neke digitalne platforme za podporo pri odločanju, ki bo sodelujočim podjetjem omogočila prepoznavanje specifičnih operativnih ranljivosti, sooblikovanje ukrepov za prilagajanje in energetsko odpornost ter opredelitev prednostnih investicij. Torej, sodelujoča mala in srednje velika podjetja bomo korak za korakom spremljali pri uporabi orodij KlimaSafe, torej od indeksa tveganja, ki jim bo omogočil razumevanje lastnega položaja, do dostopa do digitalne platforme, ki bo vključevala napredna orodja za simulacijo scenarijev podnebno-energetskega tveganja ter nudila konkretno podporo pri odločanju za načrtovanje ukrepov prilagajanja. In gre torej za ključen prehod, torej od izmerjenja tveganja do upravljanja tveganja. In cilj je okrepiti sposobnost podjetij, da lahko predvidevajo podnebne vplive, izboljšajo energetsko odpornost ter ohranijo konkurenčnost v srednje in dolgoročnem obdobju. Torej, v aktivnost bomo vključili najmanj 25 podjetij. Ta bodo izbrana preko odprtega povabila, tako bo vsem malim in srednjim podjetjem z visoko energetsko intenzivnostjo, ki se nahajajo na programskem območju, bomo omogočili, da izrazijo interes za sodelovanje. In ob tem bomo organizirali tudi nov informativni dogodek. Torej, za sprotne informacije vabim vse, da spremljate uradno spletno stran projekta, ki jo vidite tukaj v oranžni barvi, torej www.itaslo.eu/klimasafe. Ter obenem, da spremljate institucionalne strani in družbena omrežja projektnih partnerjev, ki ponavljam so SDGZ in Comet v Furlaniji v Julijski krajini, Anči Next v deželi Veneto ter Golea OZS in PTP v Sloveniji. In torej, za zaključek, danes smo predstavili prvo temeljno orodje, torej indeks podnebno-energetskega tveganja, ki smo ga razvili v okviru projekta KlimaSafe. V prihodnjih mesecih pa bomo partnerji projekta to znanje pretvorili v konkretne ukrepe za podporo in odpornost za male in srednje velika podjetja na našem območju. Torej, najlepša hvala za vašo pozornost. Sedaj pa preidemo na morebitna vprašanja. Če so kakšna vprašanja, prosim, da jih zapišete v chat ali se lahko kar oglasite. Sedaj preverjam v chat, ne vidim nobenih vprašanj. Počakamo morda minutko še za kakršnokoli vprašanje.